Ja, dober večer, Janja. Res je, z nami je predsednik SDS-a Janez Janša, ki bo zdaj dal izjavo za medije in komentiral volilne izide lokalnih volitev. Torej, še enkrat dober večer vsem skupaj, lep pozdrav. Zdaj imamo že nekoliko več podatkov iz slovenskih mest in občin. Ti podatki kažejo, da bo Slovenska demokratska stranka ponovila zmagoviti rezultat izpred 4 let, mogoče celo izboljšala. Podatki, ki smo jih dobili, kaže, da bomo znatno povečali število županov, ki so bili izvoljeni na predlog Slovenske demokratske stranke ali v skupni podpori ali tistih neodvisnih kandidatov, ki smo jih podprli. V tem trenutku je številka okrog 40. Zelo dobro kaže tudi našim listam. Očitno bo Slovenska demokratska stranka na teh lokalnih volitvah dobila več kot tretjino vseh glasov, ki so jih volivke in volivci oddali za liste parlamentarnih strank. Približno tretjina glasov bo šlo očitno za lokalne liste. Izjemno smo veseli tudi uspeha drugih opozicijskih strank. V seštevku kaže, da je vladna koalicija na teh volitvah na nacionalnem nivoju, če primerjamo seštete glasove, ki so bili že doslej prešteti, prepričljivo izgubila te volitve. Opozicija je dobila bistveno več glasov, skoraj samo Slovenska demokratska stranka je po teh podatkih, ki jih imamo, dobila skoraj toliko glasov kot celotna vladna koalicija. Veseli smo uspeha Slovenske ljudske stranke, tudi rezultata Nove Slovenije, ki kaže, da bi, če bi bile danes parlamentarne volitve, tudi Nova Slovenija prestopila parlamentarni prag. Zelo smo veseli tudi nekega občutka, ki se ustvarja na podlagi doslej pogledanih rezultatov za županske volitve v nekaterih občinah. Župani, ki so po našem mnenju delali dobro širom po Sloveniji, so v glavnem dobili nov mandat, se obnovili svoje zaupanje. Veliko je tudi novih obrazov. Slovenska demokratska stranka se je trudila, da bi, kjer je le mogla, predlagala svoje kandidate, tiste, za katere smatramo, da bodo delali učinkovito in pošteno. In kot kaže, je večina teh kandidatov dobila podporo že v prvem krogu. V 60 ali 70 občinah se obeta tudi drugi krog. Tudi tam je v več kot polovici občin Slovenska demokratska stranka za svojo izbiro prisotna, tako da bomo seveda morali na končno oceno rezultata županskih volitev še počakati.